boljših obveščenih soglasij, zaradi tega, ker omogoča to soglasje, da tudi tisti, ki je dal svoj genom, ima nekaj od tega. Če namreč kadarkoli hudo zboli, lahko njegovi sorodniki zahtevajo pristop do tega genoma in se pač izvede postopek za personalizirano medicino. Tega je vedno več. Vsak lahko kasneje v življenju dobi raka. Kot veste, gre tukaj za personalizirano medicino zelo pogosto in lahko neposredno zahteva vpogled v svoj genom in seveda odgovor na konkretno vprašanje, ki ga potrebuje. To se pravi, najprej vsak dobi pisno obveščeno soglasje, ki ga izpolni, to je predpogoj za sodelovanje, kjer seveda tudi piše, da je kakršnakoli delitev te informacije popolnoma anonimizirana, torej ni mogoče, da kdorkoli pristopi nazaj do informacije, kdo oziroma čigav je ta genom. In potem se vzame kri, ni drugega kot venski odvzem krvi, približno 5 ml, majhna količina, in vse ostalo se naredi v laboratoriju pri dr. Kovaču. Tako da nič ne obveščamo, kar je mogoče pomembno povedati, da tudi ne analiziramo tega genoma. To se pravi, mi ne gledamo, kaj temu človeku konkretno je. Ne gledamo, ali ima onkogene prisotne. Ne gledamo, tega nimamo dovoljenja. Razen če ta človek to zahteva, ker je zbolel. To se pravi, nobene analize, nobenega ne gledamo, kaj je zanj značilno. Genomi se, kot je tukaj prikazano, potem samo kot celota analizirajo, kar je pa zelo pomembno. Namreč trenutno cel svet uporablja ameriški standardni genom, ki je bistveno drugačen po pogostosti sprememb. Če je v ameriški populaciji neka sprememba redka, smo jo mi dolžni obravnavati kot potencialno bolezensko. Če mi ugotovimo, da je ta sprememba v Sloveniji pogosta, jo izločimo in je seveda potem pot do diagnoze bistveno hitrejša. Zato vse države svoje lastne zdrave genome delajo, da bistveno skrajšajo, omejijo nabor genov, ki so lahko povzročitelji bolezni. Zato je to tako pomembno in zato tudi bistveno skrajšajo. Tako da, se pravi, ko vidite, tukaj gre za točkovne spremembe in del pomeni pa insercija delecija. To se pravi, da ali smo zgubili eno bazo, ali smo jo pa vključili dodatno noter, zelo pomembne spremembe. SNP-ji so pa točkovne spremembe, recimo, da se ena baza zamenja z drugo. Pogostnost, ki je tukaj prikazana teh sprememb, bo opredelila slovensko populacijo in nam omogočila, da potem bolnik se vsake posamezne bolno. Tukaj imate zbirni podatek, zato da ni mogoče nazaj povedati dvojko. Bo omogočila, da bo ta pot do diagnostike potem lažja in hitrejša. Če povzamem, podpis obveščenega soglasja, ki ga je odobrila Komisija za medicinsko etiko Republike Slovenije in odvzem v Nozni na pediatrični kliniki v Ljubljani.